Kar nekaj je teh podstreh v Ljubljani, ki so bile včasih sušilnice, neki skupni prostori, ki se zdaj ne uporabljajo več. Večinoma to niso slabi prostori, to so prostori, ki se nahajajo na vrh stolpnica, na vrh blokov, kjer imaš res lep razgled. Ko potegneš črto, daš za eno tako prenovo manj, kot za novogradnjo ali pa za neko, bom rekla, staro stanovanje, ki ga kupuješ na trgu. 5-članska družina je iskala nov dom v Šiški v Ljubljani. In našli so resnično zanimivo priložnost. S pomočjo arhitektke so si na koncu dom in gnezdece uredili na vrhu bloka v nekdanji neizkoriščeni sušilnici. Sem Viviana Zorman in sem oblikovala tole čudovito stanovanje, kjer se danes nahajamo. Gre pa za stanovanje Bež v Ljubljani. Ko sta se lastnika obrnila na vas, kakšno stanje je bilo to stanovanje? Ja, torej ta stanovanje je bilo kar zanimivo, ker je sama postreha, ki je bila na pol uporabljena. Se pravi, je bilo že stanovanje, ena manjša enota v njem. Druga polovica stanovanja je bila pa v bistvu namenjena sušilnicam, skupnim prostorom, ki se niso več uporabljali. Tako da je bila popolnoma neizdelana. Za tako prenovo so potrebni res izkušeni izvajalci. Kje ste jih pa našli? Kako je potekalo sodelovanje? Ja, dejansko kar nekaj izvajalcev je bilo takih, ki sem že prej z njimi sodelovala. Tako da večinoma so tudi prišli vsi z moje strani. Naročnika sta bila v bistvu tukaj, sta se prvič lotevala enega tazga projekta, tako da nista imela ne izkušenj, ne znanja, ne v bistvu nekih kontaktov. Malo sta tudi ona dva poprašala pri kakšnih prijateljih, ki so prenavljali, pa so jima dali kakšen kontakt, predvsem v bistvu za opremo smo recimo to potem uporabljali. Večinoma so bili pa izvajalci taki, ki sem že imela nekaj izkušnje z njimi, razen za kakšne specifične stvari, ki smo se prvič recimo lotevali, smo potem poiskali pač čisto novega izvajalca. Koliko časa pa je trajala ta prenova? Kaj je bil največji izziv? Ja, ta prenova je v bistvu kar dolgo trajala, se pravi, dejansko smo mogli popolnoma olupati tudi to obstoječe stanovanje, tako da je bila res kar obsežna prenova. Trajalo je približno 1 leto, zdaj če računamo od rušitev do potem vselitve, se pravi dejansko celo leto 2023. Pač super je bilo, ker smo si tudi vzeli prej dovolj časa za projekt in smo imeli res vse stvari, smo vedeli, kaj bo, tako da tle ni bilo kakšnih dilema in je potem tudi prenova lahko nekako lepo potekala. Največji izziv je bil to, da se mi nahajamo v, bi rekla, skoraj 5. nadstropju in da ni dvigala. Mislim, največji, eden od velikih izzivov, tako da je bilo potrebno, hvala Bogu, smo imeli na voljo pač tale velika okna in smo potem z dvigalom stvari, bom rekla, in ruševine ven dajali in potem tudi te večje kose, recimo, ne vem, strešna okna, vas parket, keramiko. To smo potem vse čez okno z dvigalom noter prinesli oziroma dali. Se je pa zgodilo, da pač nekateri izvajalci pa niso imeli te možnosti, tako da so pač tudi veliko nosili po stopnicah, recimo mizari, tudi tale okna, tako da so se kar namatrali. Potem pa recimo mogoče so bili taki izzivi, ker imamo kar nekaj strešnih oken, da smo imeli neko nesrečo, da je ravno takrat, ko je bil največji naliv, še ni bilo gor obrob zaključenih. In potem smo imeli malo zalilno, ampak hvala Bogu še ni bilo še parketa, tako da smo lahko to čisto v redu posušili in rešili. Kako ste pa stanovanje prilagodili željam in potrebam lastnikov? Torej, tukaj sta bila 2 vidika, se pravi, en vidik je bil to, da smo mogli stanovanje prilagoditi za 5-člansko družino, kar je bil kar izziv, nekako tudi sami dve, bom rekla, enoti, tista neizdelana pa izdelana, nista bili povezani in smo nekako potem se odločili, da bomo porušali eno steno, dobili res en velik bivalni prostor, sobe pa potem umaknili v del, ki je precej nižji, ker je to mansarda in pač ne rabiš take stojne višine kot druge. Zdaj, kar se tiče pa mogoče samega oblikovanja, je bila pa pač želja naročnikov, da je prostor res svetu, tudi v bistvu te pogledi, ki jih imamo, so jih želeli ohranjati, oziroma to se jim je zdel največji plus tega, da si dejansko na vrhu in imaš res lep pogled. Ohranjati ta v bistvu okna, svetlobo in pač zato smo tudi samo umestili bivalni del. Kar se tiče pa teh nekih poudarkov lesa, to je bila želja naročnikov, da se oni res počutijo lepo, hkrati pa da se neka eleganca vsem kaže, da ni to zelo tako rustikalno, oziroma da so mogoče tudi kakšni rustikalni poudarki, da so pravi v bistvu naraven les. Te zlati detalji, to je bila pa dejansko res želja naročnice in smo jo potem upoštevali. Naročniki imajo 3 otroke. To je pomenilo, da smo mogli dejansko tloris narediti na tak način, da bo nekoč možno narediti 3 sobe.
Zdaj smo se odločili v začetku, da bosta zaenkrat samo 2 sobi, namreč fanta sta dvojčka, tako da tudi zaenkrat še rada bivata skupaj. Zato smo njima namenili večjo sobo, ki ima v bistvu enak pogled kot bivalni del, se pravi isto orientacijo. Tja smo umestili pograd, super je bilo, ker smo imeli majčkeno več višine, da ta pograd ni tako utesnen, tudi je majčkeno daljši, tako da imata zraven potem še kot eno klop, kot en del, kjer se lahko tudi skrijata. In sobica je pač dovolj velika za 2 osebi. V ta nižji del smo pomestili sobo z mlajšo sestrico, ki zaenkrat seveda še pač skladno z njeno velikostjo super ustreza. En del smo pa potem pustili kar odprt. Tam so zdaj umeščeni bobni, ki jih fanta rada igrata. In je potem možno ta prostor zapreti in dobiti še eno sobo. Tako da zaenkrat je to še zelo prehodno, odprto, tudi mogoče se bo tam kmalu pojavil kakšen kavč za raztegan kot neka soba za goste. Kasneje pa možno to zapreti in v bistvu dobiti nekako enakovredno sobo. Zdaj sami spalni prostori oziroma spalnica, garderoba in pa ena od otroških sob so umeščeni v ta nižji mansardni del, kjer praktično potem na koncu že ni več stojne višine. In tudi nekako je predeljen z enimi slopi, tako da nismo mogli popolnoma odpreti tega prostora. Smo pa potem se odločili, da bi kar en, bom rekla, tak segment v celoti namenili postelji, to je v spalnici. Tako da smo naredili en podest, v katerega je to ležišče vgrajeno, hkrati se zraven dogaja tale okno podolgovato in tam potem je spet kot ena polička, prostor za knjige, za kakšno rastlino. In ti nudi tudi, ko ti ležiš v tej postelji, pogled v bistvu na park med bloki, tako da je zelo prijetno. Zraven je pa potem garderoba, ki je večinoma pač zapolnjena z omarami za oblačila. Na sredini smo pustili prostor, tam je lahko potem umeščen kakšen taboret ali pa celo, če bodo potrebovali kakšna delovna miza, ki ti spet v bistvu nekako omogoča pogled ven. Tja smo pa mogli dati potem tudi strešno okno, da se dobi dovolj stojne višine. V tem stanovanju prevladuje belina, zlati poudarki in tale čudovit les. Kateri materiali so pogrejeni? Ja, torej sam les je hrast, natur, se pravi oljen. Ribjo kost smo izbrali tudi z enega razloga, namreč naročnici so zelo všeč taka staromeščanska stanovanja, to je pa blok iz 70-ih let, tako da ne moramo ga nekako prenesti v center Ljubljane. Ampak je pa že prej imelo tisto manjše stanovanje, katerega lastnica je bila že prej ribjo kost, sicer to pač klasično, tako da smo nekako nadaljevali to zgodbo. Prvotno smo celo mislili, da nam ga bo uspelo ohraniti, ampak je bilo to tako en majhen prostor, da se ne bi šlo. Tako da zato smo se v bistvu odločili za francosko ribjo kost in mislim, da se super poda k temu prostoru. Hkrati pa pač je tudi hrast pač trpežen material in super funkcionira. Zdaj, kar se tiče ostalih materialov, recimo v eni od kopalnic in v kuhinji smo uporabili mikrotoping premaz, zato ker pač nismo želeli tega zgleda fug, želeli smo si čim bolj naturni zgled, nekako skladno s tem oblikovanjem in se tudi super obnese. Torej, ko smo to stanovanje odprli, se pravi porušili par sten, se je izkazalo, da je res tak super, ko prideš noter, je takoj nekako prideš v ta bivalni del, ni nezga tazga dolgega hodnika ali pa zaprtega, nesvetlega prostora, in to se mi zdi vedno super, da imaš to možnost, takoj, ko prideš, se ti odpre nekam en pogled. Hkrati si pa predvsem mogoče tudi malo izpostavljen potem, se pravi, če ti nekdo pošto prinese, že takoj vidi v tvojo kuhinjo. Iz tega razloga smo rekli, da imamo vseeno mi to majčkeno ločiti, pa treba je bilo umestiti pač tudi funkcionalne stvari omara. Tako da smo se potem odločili za letvice lesene, ki grejo od tal do stropa. Hkrati se pa tam zgodi v bistvu tudi že obstoječi tram ostrešja, in smo se odločili, da ga bomo ohranjali v natur barvi. Tudi lastnici je bilo v bistvu to zelo blazno všeč, da bi to ostalo, pač barva ni čisto ista, nekaj drug les je smreka, smo ga potem samo zaščitili in je ostal dejansko tako kot je. Dočim pač sam, bom rekla, hodnik pa pač skriva v sebi, oziroma hodnik, ta vhodni prostor, skriva v sebi še pač vgradne omare za oblačila, eno klopco, kjer lahko umestiš copate, se usedeš, preobuješ, in pa to omarco, ki ima spet zlate nogice, neke detajle, in pa potem tudi viseče lučke, ki pač nekako še dodajo eno piko na i. Veliko smo se igrali v tem stanovanju z nekimi okroglinami.
Tudi to je bila nekako izhodiščna želja naročnikov. Zame je bilo tudi to mogoče poseben izziv, ker sem prvič eno tako stvar, bom rekla, se lotila na tak način, se pravi z nekimi zaobljenimi linijami. Tudi kar se tiče izvedbeno, je bilo to kar izziv, mizarsko rešiti kakšne zadeve, določene, predvsem te, ki so v lesu. In to se nekako potem ponavlja po celem stanovanju. Imamo okrogline v kopalnici, na omarcah, se pravi, imamo te zaobljene niše za knjige. Pult je tudi v bistvu nekako vogale zaobljene. V vhodnem delu smo potem čisto na koncu oblikovali še eno posebno marco, ki ima fronte, v bistvu nekako reliefno narejene po meri z okroglinami. To je en tak droben detalj, ki ga mogoče na hitro sploh ne opaziš, pa potem šele, ko se malo bolj poglobiš, ga vidiš. Tako da smo, bom rekla, so bili kar par takih detajlov, ki smo jim dali res veliko pozornost. Na koncu pa, ko pogledaš, pa ne zgleda vsem preveč, bom rekla, nekako napolnjeno ali pa da bi bilo preveč bogato to. Je vse nekako tako dosti optimno so izpadle te okrogline. Torej, že od začetka smo nekako načrtovali, da bo v kuhinji niša za sedenje. To je bila želja naročnice. Moram reči, da se meni osebno celo takrat zdelo, da nam bo ta niša pobrala večkrat prostora, pa malo svetlobe v kuhinji, ampak mislim, da zdaj na koncu super deluje. Želja je bila res, da se pač lahko tja usede, imajo ogromen knjig, pač tudi veliko berejo, tudi otroci, imajo 3 majhne otroke. Tako da je ta niša namenjena, se pravi, ti se usedeš, imaš ta lep pogled na rožnik, zraven malo bereš knjigo, piješ kavico, tudi zato smo v bistvu zraven potem umestili police, kjer imaš te knjige položene. Nekako prvotna želja je bila, da bi mogoče imeli v tem stanovanju tudi kamin, pa se potem nekako čisto izvedbeno ni išlo. In se je naročnica posebej želela imeti malo tak občutek, bom rekla, malo istrski oziroma nek tak spet natur element, in zato smo se odločili potem, da to steno med okni oblečemo v kamen, ker pa je bil pač uporaba naravnega kamna bi bila precej draga, smo se potem odločili za umeten, dekorativen kamen. Efekt pa mislim, da je tak, kot če bi uporabljali naraven kamen. Ena recimo taka posebnost je bila tudi, da eno kopalnico naredimo malo drugačno, se pravi, da uporabimo neko tapeto oziroma nek motiv. In smo se potem odločili za en tak tropski motiv v zeleni barvi, ki se tudi nekako lepo sklada s temi bež odtenki. In tam je ta prosto stoječa kad, lepo z lučko zgori nad tapeto, in ta tapeta te pač res, ko si tam, te nekako, te kar predstavlja en drug svet, da si v nek tropski gost prišel, tako da je tudi super izpadlo. Kako ste rešili pa ogrevanje? Ja, torej, na začetku smo celo malo razmišljali, da bi dali vseeno, glede na to, da je bila celostna prenova talno ogrevanje, potem pa nekako je bil to vseeno višji strošek, plus tukaj imamo pač toplarno, ne ogrevanje na toplarno, tako da je bilo bolj enostavno kar ohraniti obstoječe radiatorsko ogrevanje. Smo ga pa pač seveda mogli v tisti prostor neizdelan, ki ni bil ogrevan, pač tudi razpeljati. Pa seveda pozicije smo premaknili tako, da nam bolj ustrezajo, in je v bistvu ravno včeraj sta mi lastnika rekla, da so imeli praktično celo zimo v radiatorju bivalne delo ugasnjene, da jih imajo samo, ne vem, v kopalnici, pa v otroški sobi mogoče kdaj prižgane, ker je samo stanovanje orientirano na jug. Po zimi je še ogromno več svetlobe noter, posledično pač tudi toplote sonca, tako da je dejansko blok je izoliran, na novo streho smo na novo izolirali, tako da je super pač toplotni voj zaščiten. Danes, na ta lep sončen dan, res svetlobe ne manjka v stanovanju. Kako ste pa uredili osvetlitev? Ja, torej, kar se tiče naravne svetlobe, smo imeli res v tem prostoru pač srečo, da je dovolj, da so okna dovolj velika, da so dotal, tako da svetlobe res ne manjka, sploh v zimskem času, ko sonce nizko. Večji problemi bil pa v tistem drugem delu, kjer imamo nižji strop. Tam smo imeli pa v bistvu na voljo samo eno ožje okno, se pravi od začetka, in smo potem mogli dodajati strešna okna, ne samo zaradi svetlobe, tudi zaradi, bom rekla, stojne višine smo kar nekaj tam pridobili na ta račun. In pa seveda je bilo treba potem razmišljati tudi o umetni svetlobi, za takrat, ko nimamo na voljo naravne. V tem glavnem prostoru, oziroma praktično v vseh prostorih, glede na to, da smo zapirali strop na novo, smo dali vgradna svetila, ki smo jih kombinirali potem z dekorativnimi svetili, ker predvsem imamo nekih visečih svetil, ravno v teh, bom rekla, tudi s poudarki zlate barve. In to so bili tisti, bom rekla, detalji, to je bilo nekaj, kar smo že od začetka vedeli, da si želimo.
Tako da se da tudi, bom rekla, kombinirati, ali imaš prižgana samo ta dekorativna svetila, ali imaš samo to glavno, bom rekla, splošno razsvetljavo prižgano. Tudi v vse niše smo dodali pač LED trakove, ki dajo še eno tako posebno, bom rekla, zvečer ambientalno svetlobo. Tako da na ta način smo se malo poigrali. Kakšne kvalitete bi pa po vašem moral imeti vsak bivalni prostor? Ja, zdaj mislim, da prva stvar, ki je res zelo pomembna, je pač ta svetloba, ne. Čim je prostor pač dobro osvetljen ali z naravno svetlobo, seveda posledično tudi mora biti tudi z umetno, se človek v njem boljše počuti. In to se da praktično doseči skoraj v vsakem prostoru. Če ne moramo nekega lepega pogleda doseči, lahko pa dosežemo to dobro osvetlitev. Oziroma, predvsem se mi zdi bistveno, da se tiste prostore, kjer je res ta naravna svetloba pomembna, kjer se največ časa preživi, da se tja umesti, bom rekla, te prostore.